Z nami sta zdaj Borut Lavrič, oče Karoline. Dober večer. In v studiu Nejc Jelen, se opravičujem, predsednik društva Viljem Julijan, ki nudi pomoč in podporo otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam. Dober večer. Dober večer. Najprej gospod Lavrič, oziroma še to pojasnilo, v studio smo povabili tudi ministra Luko Mesca, vendar so ga iz njegovega kabineta opravičili. Tudi kakšnega drugega sogovornika niso našli, so pa dejali, da bo minister zahteval dodatna pojasnila zdravniške komisije glede izpostavljenega primera, torej primera Karoline. Gospod Lavrič, minister očitno nima časa, vaša družina pa je že pol leta brez denarne pomoči za nego Karoline. Kaj takšen izpad dohodka pomeni za vašo družino? V bistvu ne pomeni to samo izpad dohodka, ampak še dodatne stroške. Poleg tega, da ima Karolina zelo, v bistvu ima doživljenjsko gensko bolezen, kar pomeni, da je povprečna življenjska doba zgolj 12 let. Karolina je trenutno stara 6 let. In namesto, da bi se mi ukvarjali, kako ji bomo nudili vso mogočo nego, ki jo potrebuje, se v bistvu ukvarjamo s samo birokracijo. Finančno to pomeni zelo zahteven položaj, dodatni stroški, že tako 5-članska družina, brez enega tako glavnega prihodka težko shaja. Kaj šele, če ima otrok genetsko bolezen, kjer potrebuje še dodatno UV zaščito, dodatne sončne kreme, zaščitna očala, prehranska dopolnila, terapije in seznam gre naprej. Tako da, poleg rednih stroškov, imamo stroške zaradi bolezni in še dodatne stroške zaradi tega, ker sedaj, ko tega nadomestila ne prejemamo, moramo dejansko sami plačevati zavarovanja za ženo, za njeno, se pravi, v bistvu njeno zdravstveno zavarovanje. Da ne govorimo o vsej dodatni dokumentaciji, ki jo potem porabimo na oddajače drugot, na Zavod za zaposlovanje, ker nimamo drugih prihodkov. Tudi tam so se nam v bistvu zdaj v pol leta iztekli vsi termini in dejansko nimamo več drugega vira prihodka. Na ministrstvu, kjer naj bi vam pomagali, pravijo, da so zdravniške komisije tiste, ki odločajo o tem, katere pravice iz starševskega varstva potrebujejo bolni otroci. S kakšno utemeljitvijo je zdravniška komisija zavrnila vašo prošnjo? V bistvu je bilo zelo enostavčno, če lahko tako rečem. Rečeno je bilo, da terapija deluje. Kar nas je v bistvu ženo še toliko bolj prizadelo, ker nedolgo nazaj smo zbirali za razvoj genske terapije, tako da ta terapija ji sigurno ne more koristiti. Tudi vse tiste terapije, ki so jih predpisali, se pravi, ona dobiva še en sirup, ki ublaži njeno tresavico, ta ne more pozdraviti doživljenjske smrtonosne bolezni, ki je poleg tega še napredujoča. In kar je še večji absurd, je, da ta bolezen napreduje in njeno stanje se vsakič slabša. In prvič so nam to nadomestilo odobrili, drugič po poslabšanju stanja pa so nam ga zavrnili. Se opravičujem, ja. In pravite, da so vam to zavrnili z enim samim stavkom. Kako ste se počutili, ko ste dobili takšen odgovor? Najprej šok in seveda potem takoj klic na Center za socialno delo, obrazložitve, predložitev novih spisov, če lahko tako rečem, obrazložitve, zakaj se bolezen ne more poboljšati, zakaj je doživljenjska in smrtonosna, zakaj se vedno znova poslabšuje. V bistvu to je bila prva reakcija po tem začetnem šoku. Tako da seveda smo se takoj pritožili. Tudi drugič bili neuspešni, kljub temu, da smo še dodatno se obrnili na ministrstvo, da naj presodi o res specifičnem primeru, ki ga ima Karolina, vendar tudi takrat ministrstvo se ni odzvalo. Gospod Jelen, človek se vpraša, kako je mogoče, da država staršu otroka z neozdravljivo boleznijo ne pomaga in mu povzroči še takšno kalvarijo, o kateri smo zdaj poslušali. Namesto pomoči torej še dodatna stiska. Ja, v društvu Viljem Julijan nas boli srce, ko poslušamo te primere, tako kot smo danes slišali primere staršev, ko vidiš, ko ima družina res najtežje možne bolnega otroka, kar je že sama po sebi največja možna stiska za starša.
In v bistvu, da v taki situaciji, ko rabi vso podporo, ko rabi vso pomoč, doživi ta hladen tuš strani države, da se na koncu mora ukvarjati še z birokracijo, dokazovati, torej, da je njegov otrok neozdravljivo bolen, kar je jasno vsakomur, ki ga pogleda, izgubljati čas za to. To je sploh v primeru Karoline, ne, je to prav neverjetno. Ne. Ja. To je primer, ki ga pozna vsa Slovenija. Ja. Vsak 5-letni otrok bi vedel, kaj bi bilo prav narediti v takšnem primeru. No. 5-letni otrok, kaj šele odrasel človek. Ne. Ja. In mi smo bili šokirani. Ja. Hkrati se je pa skozi situacijo Karoline razgrnila ta anomalija sistema, da sistem ne funkcionira, kar v bistvu v našem društvu opozarjamo že vrsto let. Ministrstvo za delo nismo slišani, nismo razumljeni, čeprav sta imela Gregor in Nina, starša Viljama Julijana, enako situacijo, najtežja smrtonosna bolezen, ampak nista dobila nadomestila. Ne? In jaz upam, da bojo končno dobili srce na ministrstvu, prisluhnili tem družinam in videli stiske, ki jih imajo starši, in v bistvu se odzvali na našo pobudo, da se sistem popravi in izboljša. Ampak vidimo, ne, da se na ministrstvu preprosto izgovarjajo na zdravniško komisijo. Mimogrede, gre za sistemski problem, za katerega je odgovorno ministrstvo. Ministrstvo je vzpostavilo sistem, kjer komisije na podlagi nekih papirjev, ki niti ne vidijo otroka, odločajo o teh zadevah in potem, kot smo videli, odgovor v enem stavku. Kako si vi razlagate to, da zdravniška komisija, torej zdravnik, zavrne takšno prošnjo z enim stavkom? To je po eni strani res bizarno, ampak po drugi se pa izkazuje. Torej, vsaka redka genetska bolezen je svoj primer in če ti otroka ne poznaš, če ga ne spremljaš, ti ne moreš imeti celostne slike o zdravstvenem stanju otroka in v bistvu o tem, kako on funkcionira. Ne? Torej, samo na podlagi nekih papirjev te slike ne dobiš. Vprašanje je tudi, koliko časa imajo zdravniki v vsem svojem delu za neko poglobljeno raziskovanje posamezne bolezni, če je teh vlog več tisoč. Na leto zdravniške komisije so pa samo 2 v Sloveniji. Gospod Lavrič, kako v Sloveniji imamo kar velik aparat, ne, ki naj bi pomagal ljudem. Ne. Vi ste zdaj govorili o vsej tej kalvariji, ki ste jo preživljali, zdaj iskanje dokumentacije, pritožbe, zahteve, komisije, skratka, pri vsem tem, kar se vam že dogaja. Ne. Ste v vsej tej, bom rekel, zgodbi naleteli, vsem tem aparatu, ki naj bi pomagal ljudem, na človeka, ki je razumel vašo stisko in vam skušal pomagati? Ja, v bistvu v tem velikem aparatu so tisti zdravniki, ki so delali s Karolino, ki so v bistvu redno v kontaktu s Karolino, niti sami ne morejo razumeti takšne odločitve zdravniške komisije. Zato me to še bolj čudi, da ne more biti na tem nivoju usklajeni in da lahko o njej presoja nekdo, ki mojega otroka niti ni videl. Tako da z zadnjo, že drugo vlogo letos, ki smo jo dali, smo dodatno predložili še mnenja vseh zdravnikov oziroma tistih zdravnikov, ki najbolj bližje delajo s Karolino. Predložili smo vso literaturo, ki smo jo dobili iz ZDA, iz te znanstvene skupine, ki tudi razvija zdravilo, da bi lahko v bistvu vsi razumeli, kako nevarna in kako zahrbtna je ta bolezen. In šli smo dejansko po pravilniku, po katerem mi mislimo, da bi mogla biti Karolina upravičena. Dejansko smo jim položili vse na pladenj in jaz zdaj res upam, da bojo sprevideli to napako in odreagirali tako, kot bi mogli že prej. Vi torej v bistvu zdaj ne morete storiti ničesar več. To je vse, kar še lahko naredite. Dejansko nam ostane samo še tožba oziroma nova vloga, ampak za nazaj dejansko nam ostane samo še tožba. Gospod Jelen, slišali smo, oziroma tako bom rekel, minister danes ni prišel, ko so ga opravičili, so nam z ministrstva napisali, da se bo minister pri zdravniški komisiji pozanimal glede izpostavljenega primera. Ne? Ampak to je spet kaže na napačen, bom rekel, pristop. Ne? Tu ne gre za en primer. Videli smo danes, teh primerov je več. Očitno gre za sistemski problem.
Kaj vi predlagate? Kako bi se to zadevo lahko rešilo? Na bolj dostojen način, na bolj človeški način? Mogoče bi najprej sem to rekel, da je tudi meni zelo žal, da se gospod Mesec ni odzval na povabilo, tudi na številne naše prošnje za sestanek v teh letih se ni odzval in mi je žal, da mu ni mar za najtežje bolne otroke v naši družbi. Vi ste že bili na ministrstvu, ste že opozarjali? Ja, mi smo bili celo v letošnjem letu, sicer ne s gospodom ministrom, ker tudi za nas ni imel časa, smo bili z državno sekretarko zopet na sestanku, kjer smo ponovno opozorili na to problematiko in smo ponovno slišali enake argumente kot že vsa leta, ne? In se sistem kar ohranja takšen, kot je. Naša pobuda je, da se ustanovi strokovna delovna skupina, ki bo preučila sistem, predlagala izboljšave. Lahko že pogledamo kar v sosednjo Avstrijo, ker ima zelo dober sistem, ki funkcionira, ki je v bistvu personaliziran na otroka in tam je določen zdravnik, ki tudi otroka pozna, ga pregleda in skrbi za njegova socialna nadomestila in ga spremlja, pravica pa je podeljena trajno. To je ena stvar. In tako tudi ne bi prihajalo do teh konfliktov v zdravniških mnenjih, ne? Ker vidimo, da lečeči zdravnik pravi, seveda so upravičeni, drugi zdravnik, ki pa sedi v komisiji, napiše stavek, ni upravičena, zato ker terapija deluje, čeprav gre za neozdravljivo bolezen. Ja, to so pač absurdi, ki se pol dogajajo, ker se vidi, da pač iz enega papirja tega ne moreš videti. Jasno je vsakemu in tudi zdravnikom, če ima otrok redko genetsko bolezen, to so bolezni, ki so doživljenjske, to so bolezni, ki so neozdravljive. Tu otrok čez 1 leto ne bo boljše. Ne bo boljše. Slabše bo. In zakaj se potem pravice, če se že podeli po vsej borbi, da za 1 leto ali 2 ali 3 in se mora starš s tem nenehno ukvarjati, ves čas biti v skrbi, ali bo naslednje leto dobil nadomestilo, ali ne bo, kako bo preživel, če ne bo. Mislim, to je taka obremenitev v taki situaciji, da se čudim, da starši to zmorejo. Moramo povedati, da to so najbolj skrbni starši, najbolj ljubeči starši, ki vlagajo vse v svojega otroka, da lahko za njega maksimalno poskrbijo in tudi ministrstvo bi moglo biti prvo, ki bi jim dalo tu vso podporo. No, na ministrstvo se bomo mi še obrnili, v ponedeljek bomo nadaljevali to temo, ker primerov je, kot rečeno, veliko. Za konec bi pa vprašal še gospod Lavrič, nekaj ste že govorili o Karolini, ampak vseeno, najpomembnejše vprašanje je, kako se drži Karolina in kako je z razvojem zdravila zanjo? Ja, Karolina je njeno stanje vrede, tako da včasih je boljš, včasih je slabš. Najbolj nas bolijo, ko krijemo, da je izgubila še kakšno sposobnost. Ravno zdaj nazadnje, ko smo bili na urgenci, smo bili ravno zaradi tega, ker ni mogla več hoditi, ker se je začela plazati. Tako da zmeraj nas stisne, ko vidimo še nek nov simptom. Dejansko pa smo zelo jezni na vse to, kar se dogaja. Dejansko je zdravilo naša edina možnost in vse smo vložili v to samo zaradi tega, da bi lahko omogočili, da bi Karolina lahko živela. Tako da vse upe polagamo tja in smo veseli vsake dobre novice, ki pride iz strani znanstvene skupine. Držimo pesti, hvala, da ste bili z nami in seveda vso srečo želimo. Hvala lepa. Hvala vam. Hvala.